program. Predvsem se zahvaljujemo, da ste nas s prisotnostjo prav vsi počastili. Pozdravljena sekretarka Veleposlaništva Republike Slovenije v Buenos Airesu, gospa Mateja Lesar-Markovič, častni konzul Herman Zupan in gospa, delegat slovenskih dušnih pastirjev v Argentini, krajevni župnik gospod Franci Cukljati, gospod Franc Hemelreich, predsednica krovne organizacije Zedinjene Slovenije, gospa Alenka Jenko-Vodec, predsedniki in soproge, predstavniki in predstavnice naših domov iz Karapačaja, Lanusa, Ramos Mejije, San Justa, San Martina, predstavnica Zveze slovenskih mater in žena, gospa Metka Tomazin, pač vse učiteljstvo, ter predstavniki in predstavnice vseh drugih organizacij naše slovenske dejavnosti. Želi vas pozdraviti predsednik domače skupnosti, gospod Andrej Golob. Pozdravljeni vsi, spoštovani prijatelji, dragi pristavčani. Zelo veseli smo vašega današnjega obiska. To je naš rojstni dan, naša obletnica. Na tako slavje ponavadi povabimo vse člane družine in prijatelje, da se z nami razveselijo. Kot otrok sem se zelo veselil takih obletnic. Tiste čase jih nismo imeli vsak teden tako kot danes. Morda tudi ne tako bogato pripravljenih, a meni in novim mladim so ostali v spominu. Tisnili so se mi v srce. Tako kot so nam tudi naši starši brez prisile podali ljubezen do naših korenin. Naši predniki so gradili dom, da bi v bodočnosti ta pristavska družina rasla v številu in bi njeni člani bili močno povezani med seboj. Kako so to lahko dosegli? Z vero in ohranjanjem kulture. Zato po tolikih letih se vedno zbiramo tu, na naši zeleni pristavi. Tu se še vedno čuti slovenstvo. Pri nedeljski svetinaši smo duhovno povezani med seboj. Gojimo slovenski jezik in kulturo v sobotni slovenski šoli, pri mladcih in mladenkah, pri mladini, pri zvezi žena in mater, pri folklorni skupini, pri pevskem zboru. Danes, po 43 letih, skoraj vsi odborniki spadamo v drugih generacij Slovencev v Argentini. Prevzeli smo obveznost, da pristavo trdno podpiramo in gradimo naprej. Kljub vsakdanjim težavam, seveda. Hvala, res hvala vsem odbornikom, našemu duhovnemu vodju, voditeljici šole, mladini, zvezi žena in mater, folklorni skupini, pevskemu zboru in vsakemu članu, ki nas podpira s svojim delovanjem. Naš cilj je usmerjen na bodočnost naše pristavske družine. Prišli smo v življenjsko dobo, kjer življenje nam več jemlje, kakor pa nam daje. Zato moramo biti še bolj trdni in složni, da obdržimo to, kar hvala Bogu imamo. Pripravljeni moramo biti za to dobo ne s strahom, ampak s prepričanjem, da to, kar smo se mi naučili od naših prednikov, podamo našim zanamcem. Danes se še posebno spominjam osebe, ki nas je pred kratkim zapustila. Govorim seveda o neutrudnem kulturnem delavcu in režiserju gospodu Miha Gaserju. On nam je svojim požrtvovanim delom dal vzgled dobrega Slovenca. Pokazal nam je,
kako se človek lahko bogati, če se drugim razdaje. Zato želimo tudi mi danes drugim posredovati to, kar smo mi prejeli. Želimo, da bi naša pristava bila trden in trajen dom našim potomcem. Hvala lepa. Sedaj besede, želje gospe predsednice Alenke. Spoštovani gostje, dragi pristavski rojaki. Lepo obletnico kajate danes. 43 let že deluje vaše društvo na tej pristavi, ki nudi zavetje vašemu krajevnemu delovanju. Vsa ta leta ste ohranili lastnosti, ki so prvine naše organizirane slovenske skupnosti, obenem pa trdno voljo, da jih boste gojili tudi v prihodnje. Ko vam ob tej priložnosti čestitam v imenu Zedinjene Slovenije in organizirane skupnosti, vam polagam na srce, da vedno obdržite na prvem mestu vaših prizadevanj naše vrednote. Važno je delovanje, važne so stene in zidovi, a duh je tisti, ki oživlja. Da bi idealizem, požrtvovalnost, zvestoba, verskim, ideološkim in kulturnim izročilom ostali med vami še dolgo, dolgo let in bil vedno vaš in naš skupni cilj. Bog vas živi. In še pozdrav sekretarke veleposlaništva, gospe Madelje. Pozdravljeni vsi skupaj. Najprej bi se želela v imenu veleposlaništva zahvaliti za prijazno povabilo na vašo obletnico, 43. po vrsti. Želela bi se tudi zahvaliti vsem organizatorjem, ki so pripravili tako bogat program. Danes se ne praznuje samo vaše 43. obletnice, ampak se v Sloveniji praznuje tudi dan reformacije. Dan reformacije je za Slovence velik praznik, saj smo takrat dobili tudi prvo knjigo, prvo pisano besedo. In tudi vaše delo je zato pomembno, ker tudi vi ohranjate tako daleč od Slovenije še vedno pisano in govorečo slovensko besedo. In to z vsakdanjim delom, tudi v okviru teh 43 let slovenske pristave. Zato vam lahko za vašo obletnico iskreno čestitam in vam želim še mnogo jubilejev. Hvala lepa. O današnjem prazniku pa bo spregovoril gospod Janez Jelenc. Njegove misli so vrednotene z dolgoletnim predsednikovanjem tu na pristavi in sploh z njegovim vedno nesebičnim sodelovanjem v slovenski skupnosti. Razmišljajmo z njim. Najprej želim vsem navzočim lep, vesel in prijeten popoldan. Hvala lepa. Človeško bitje je že po svoji naravi navezano na druge ljudi. Normalno se ljudje združujejo zato, ker upajo na ta način skupnimi močmi lažje doseči določeni cilj. So pa tudi izjeme, kot ta ali oni iz nam neznanih razlogov pretrga skoraj vsakršni stik z družbo, ki ga obkroža in ga tako rečemo, se popolnoma zapre sam vase. Toda hvala Bogu,
takšni primeri so redki. Na družbo nalagamo danes odgovornost za večino pomanjkljivosti in vsakovrstnih dnevnih težav, ali zanje smo čestokrat tudi sami odgovorni in krivi. Bodi si že kot pojedinci ali pa kot udje in člani družine, naroda, države ali različnih organizacij. Vsak posameznik bi se moral prizadevati za pravično družbeno ureditev. Kdaj? Vedno. Kje? Pri sebi. Z tega mesta moramo začeti. Ne zahtevamo od drugih tega, česar sami nismo voljni storiti. Kako? Upoštevajmo in dajajmo prednost na vseh področjih vrednotam, ki so jih nam naši dragi starši in vzgojitelji vcepili v naša srca že od ranih let. Poštenost, požrtvovalnost, resnico, vsaki laži in prevarni obljub, vero, upanje in ljubezen do vsega, kar je lepega in dobrega. S trdnim in pridnim delom ter z veselim razpoloženjem, predvsem pa z veliko vnemo in nesebično ljubeznijo, so zgradili ta naš skupni dom, ki ga današnji rod prav tako ljubeznijo ohranja, obnavlja, večja in lepša. Zelo prijetno, domače in verodostojno je geslo današnje praznovanje te nove 43. obletnice. Slovenska pristava s srcem zgrajena bo trdna in trajna, če nam bo doma. Avtor tega verza je sodobni in nadvse doljubni pesnik Toni Kuntner. Ko človek pogleda na prehojeno pot, se mu obudijo lepi in dragi spomini in od teh bom kar nekateri naštel. Osnovnošolski pouk kar na prostem, pod milnim nebom, ker za kar več razredov skupaj ni bilo prostora pod eno samo streho. Ampak nepozabna učiteljica Mija Marškeš je poskrbela, da je za vse malčke pouk potekal v najlepšem redu. Tam drugje pa gibčni in mišičasti telovadci z veletoči na drogu ali pa zapleteni obrati na bradli in, da ne bo pomote, na neživem konju. Takrat smo vedeli, zakaj gre. In še mladih fantalinov in tudi punčk polno v vejah košatega ombuja. In kar živo se nam prikažejo pred očmi spomina tudi množnice igre, s katerimi nam je pokojni Miha Gaser načrtno od leta do leta predstavljal obdobja in zgodbi slovenske zgodovine in obenem uvajal številne mlade igralce v nepoznane zgodovinske okoliščine in jim obenem avtomatično pilil tudi njihovo domačo govorico. Razumeli boste, da v nekaj minutnem nagovoru ni možno menjati vseh tistih zaslužnih pristavčanov, ki so danes že pokojni. In seveda tudi ne članov, ki so danes v polnem zagonu za skupno dobro, ali pa živih in nekdaj zelo zaslužnih članov, ki preživljajo jesenske dneve svojega življenja. Vseh teh in oni zahvale, tolažbe in pomoči potrebnih pristavska družina ne bo pozabila. Slovenska pristava z velikodušnim srcem, dobro voljo in pridnimi rokami zgrajena bo trdna in trajna, če nam bo dom. Potrudimo se vsi, da dom skupno bo ognjišče nam in skupno delališče. Skupen bo nam Božji hram in skupno bo branišče, tako kot je zapisal Simon Gregorčič v pesmi Naš narodni dom.
ohranimo in krepimo zdrave vezi med seboj. Bodimo delavni in s svojimi talenti prisotni pri izvedbi skupnih nalog in načrtov, pa dobrohotni in v medsebojnih odnosih vselej iskreni. Kakršnakoli kritika o delovanju naše družine pa le dobronamerna in če se le da stvarna. Skratka, bodimo dobri ljudje in dobri kristjani. In Bog in njegov blagoslov bosta z nami. Hvala pa. Sedaj pa v teater, zato prosim, če se kdo še ni spomnil, da bi ugasnil mobilni telefon, naj to naredi sedaj. 11 mož je prepričanih o krivcu očetomola. 12 pa ima utemeljen dvom. Kako se to razreši? Različni značaji, interesi, predsodki, strpnost in nestrpnost, izvajanje pritiskov, raznoliki medčloveški odnosi. Dragi gledalci in gledalke, 12 jeznih mož, drama ameriškega avtorja v režiji Boštjana Modice. Eccoci come? Vesti kaj? Telefoniral sem na Vremensko. Danes je najbolj vroč dan leta.
Qui lahko namestili klimo da tale prostor. Tu sobni dvorani bi se skoraj razvesti. Torej, gospodje, pustite. Če karkoli potrebujete, sem takoj sam rad. Samo potrpite. Nisem mislil, da nas bodo zaklenili. Seveda nas zaklenejo. Kaj ste pa mislili? Ne vem, kje mi padlo na pamet. Hej, zakaj pa tole? No, zamislil sem si, da so vam misli. Dobro zamisel. Mogoče ga izvolimo še za senatorja. No, kaj misli to stvari? No, hranljivo je. Ja? Jaz bi svoje zaspal. Mislim, prvica porodi. Ali? Jaz sem že posedel po porotah in zmeril mi impresionirajo, kako morajo tine pravniki govoriti, celo ko je termin jasen, tako ugotavljal. Hočem reči, že kaj slišim toliko človekanjo, čemer, puste za toliko. Seveda je, vsak si zasluži pošten proces, to je sistem. Ampak nekaj. Zadnji sem, ki bi temu uvarjal. Včasih se mi pa zdi, da bi jo bolj odnesli, če bi te podivljane mulce zatrli, preden povzročimo zgago. Prihranili bi se dosti časa in denarja, ne? Ej, kaj če bi začeli? Ja, dejmo, imamo vsi še drugo pravo. Moji gospodje, si lahko vzamemo 5 minut pauze. Tisti stari je šel v kopalnici. Oprostite, kako se bomo usedli? Po vrstnem redu? Slatna zgleda, ne? Kaj pa misli za stvari? Meni se zdelo kar zanimivo, če veste, kaj mislim. Hočem reči, imeli smo srečo, smo dobili mor. Mislil sem, da nam bodo dali kakšen dom, ali napad, ali kaj takega. Taki primeri so živi dolg čas, veste. Oprostite, ali tisto tamle je Vulgo? Ja, je. Hecno. Celo življenje tukaj živim, pa še nisem bil mnogo. Prekleta izguba časa. Ja, si predstavljate, da sedimo tukaj 3 dni samo zaradi tega. In ta stvar znažem prepričevati odrasle ljudi, da je verjamem takšno sranje. To ste morali najprej vedeti. Kaj ste vedeli, če imamo prav? Eno da res. Kaj pa je to? Pa ste prhlajeni? O, pa še kako. Tine prikladi od toplega vremena te upijajo. Ves nos imam razboren. Veste, kako je to? No, Bog pa že dela. Preglejmo zdaj še luči. To je pa dobra. Ventilator ne dela. Kaj nekdo piše pismo županu. Dragi županče. Dajte da pogledam. Ne dela. Danes še nisem utegnil pogledati časopisov. Kaj novega? Samo zanima me, kako se iztekel na vodu. Tega pa ne bi vedel. Ste mogoče na borzi v službi? Borzi posredi. Jaz vodim kurilsko službo. Služba Beckham Core. Ime si je žena zmislila. 37 dni imam zaposleni. Čau, gospod Prvič, kaj če bi začeli? Gospod je v redu, usedimo se. Kaj me se usedemo? No, mislim, da bi sedeli po vrstnem redu, tako da smo številčeni. Številka 2, 3, 4 in tako naprej, če se gospodje za to. Če mi je pa razlika? Po mojem pametno, če sedimo po številkah. Ja, pa naj bo. Naj bo logično. Se ne dobite, dajmo, ne? Veste, za nocoj imamo kratce za bejzbol. Žaki sve so sklenila. Kaj pa mislite o tožilcu? Mislim, da je bil Ostak odritev, hočem reči. Navaja dejstva, drug za drugim logično zaporedil. Zato rabiš pamet. Jaz sem bil kar navdušen. Ja,
svoj posao. In s kakšno energijo, res z energijo. Okej, poželimo stvar od tega. Kaj želi sedli? Gospod pri oknu. Vi. Želi sedli? Saj si je kar težko predstavljati, da ne? Sin ubije očeta. Puf, No, kar tako. če bi analizirali okoliščine. Kakšne okoličine pa? Pa povem, to so ti ljudje tam puščali otrokom, da podeljajo. No, mogoče prav to hočejo. Veste, kaj mislim se? Ste navijačankev, ne? Milwaukee. Milwaukee! Pa enkrat da nas ima celo po glavi. Slište, kaj pa imajo razen dobro bravo, ne? Radi bi začeli. Opravičujem se. Milwaukee. Gospodi porodniki, sodna razlaga pravnih vidikov tega primera je zaključena. Uboj prve stopnje, naklep uboj, je najresneje obravnavan obtožen. Slišali smo pričevanja in se seznanili zakonsko podlago. Od tega trenutka je naša dolžnost, da ločimo dejstva od ugibanja. Eno oseba je varno. Življenje druge je na kocki. Pozvani smo, da se odločimo častno in premišljeno. Če obstaja kakršenkoli dvom, moramo glasovati, ni kriv. V nasprotnem primeru moramo pa obtoženega s čisto vestjo spoznati za krivega. V tem primeru sodišče ne bo poznalo milosti in s tem postane smrtna kazen obvezna. Kakorkoli se bomo odločili, odločitev mora biti enoglasna. Takole, gospodje, zdaj se lahko spoprimete s tem, kakorkoli hočete. Hočem povedati, da nimam nobenih posebnih pravil. Če hočemo nekaj razpravljati in potem glasovati, je to en način. Ali pa lahko glasujemo takoj, da vemo, pri čem smo. No, to je vse. Mislim, da je navada najprej glasovati. Glasujmo, to mi mogoče bo še na križ, kako si tako domov. Glasi odvisno. Ne pozabimo pa, da gre za uboj prve stopnje. Če glasujemo kriv, obtoženega spravimo na električni slov. Obvezno. Mislim, da to vsi vemo. Dajmo, glasujemo. Ali je kdo gospodin proti glasovanju? Ne. Prav. V vsakem primeru mora biti rezultat 12 proti nič. Za kriv ali za ni kriv. Tako pravi zakon. Vsi, ki ste za kriv, dvignite roko. 10, 11. Pomeni 11 za kriv. Za ni kriv? Zdaj vemo, pri čem smo. Zdaj. Uvida zdaj. Dobro, počakajmo. A res mislite, da je nedolžen? Ne vem. Bodimo na pametni. Sedeli ste v dvorani in slišali isto kot mi. Mož je nevaren morilec, to se vidi. Mož. 16 let je star. To je čist zadost. Zakril je lastnega očeta. Ja. 15 cm globoko v prstni koš. Kaj še hočete? To je zelo očitno. Održen sem prepričan že od prvega dne. Kdo pa ni bil? Zares mislim, da je to ena tistih kristalno jasnih stvari. Na 1000 načinov so to že dokazali na sodišču. A naj vam jih naštejem? Ne. Kaj bi to vi radi? Nič, hočem samo razgovor. No, kaj pa sploh tukaj za domor? 11 ljudi se strinja. Nobeno ni treba zopet razmišljati razen vami. Nekaj bi vas vprašal. Verjamete njegovi zgodbi? Ne vem, verjamem ali ne. Mogoče ne. Zakaj potem glasujete, da ni kriv? 11 glasov je bilo za kriv. Meni pa nikako lahko dvigniti roko in s tem postati fanta v smrt, zdaj da bi o tem prej spregovoril.
da tukaj odločamo o življenju nekega človeka. Povedati hočem, ne moremo odločiti v 5 minutah. Kaj, če se zmotimo? Kaj, če se zmotimo? Kaj, če se zmotimo? Kaj, če nam tale hiša pade na glavo? Vse je mogoče! Zakaj potem je pomembno, koliko časa trajamo? Pomislimo in pošteno mislimo, da je ti kriv, in če končamo v 5 minutah, pa kaj? Vzemimo si 1 uro časa. Bejzbol se ne začne pred 8. Okej, pa naj bo. No, kdo kaj rekel? Vi? Jaz ne. Pripravljam sem že bilo 1 uro. Včeraj sem slišal en dober vic. 6 kafetečev od igralcev zdravniku, da ga to pa so. Ja, smo zelo tukaj, da bomo poslušali vice. V redu. Pa mi vi povejte, zakaj smo. Zakaj sedimo tukaj? To je. Ne vem, mogoče kar tako. Ampak poglejte, tega fanta so celo življenje brcali. Saj veste, življenje v predmestju. Mama mrtva od njegovega 9. leta. 1,5 leta je bil v sirotnišnici, medtem ko je njegov oče bil v zaporu zaradi goljufije. To ni dobro izhodišče za življenje. Preživel je 16 groznih let. Mislim, da potrebujemo nekaj besed, to je vse. Naj vam kar povem, gospod. Ničesar mu nismo dolžni. Imen je pošten proces, a ne? A vi veste, koliko takšen proces stane? Vesel naj bo, da ga je sploh imel. Veste, kaj mislite? Tukaj le smo vsi odrasli. Slišali smo dejstva. A jih mogoče nismo? Ne mi zdaj govor, naj mulcu verjamemo, ko pa vemo, kaj je. Vse življenje sem živel med njimi. Ne moreš jim verjeti ene besede. Rojeni lažnevci so, samo to povem. Naenkrat se mi zdi, da ste vi en ignorant. Kako to mislite? Kaj pa taj govori? A vi mislite, da imate nad resnico monopol? Kaj delate zdaj iz tega? Primer za zvezdno sodišče, kaj? Kako vam je ta tip všeč? Mislim, da moramo temu človeku in par stvari razložiti. Že prav, sede se danes ni nedelja, ni nam podredna knjiga, no. Monopol. Za Božjo voljo, daj. Če že hočemo razpravljati o primeru, se držimo dejstva. Tako je, gospodje. Imamo posel, ki ga moramo opraviti. Opravimo ga. Mogoče bi nam gospod, ki se ne strinja, povedal zakaj. Pove kaj misli, mi pa mu pokažemo, kje je zameštrava. Stvari, ki gledam na agencijo. Križovi kosmiči, sajtem si idejo, da se sem sam napisal. Prosim, lepo. Pardon, češkan sem iz navade, oklenjem je ministr ga. Radi bi že nekam prišli, gospod, sicer bomo celo večno sedeli tukaj. Mogoče imam idejo, samo na glas razmišljam, ampak zdi se mi, da je na nas, da povemo temu gospodu, da imamo prav mi in ne on. Morda bi se vsak vzel minuto ali 2, samo večna zamisel je. Ne, kar dobra se mi zdi. Recimo, da gremo okrog in okrog mize, po vrsti, po številkah. Ne, karkoli, samo da se stvar premakne. Omeni, gospod, vi ste prvi. Težko je to povedati, mislim, mislim, da po vsem izrečeno to jasno. Mislim, da se ni nič drugega moglo dokazati. Nikomu ni treba dokazati česar. Breme dokazovanja leži na obtožbi. Tistemu, ki se brani, ni treba odpreti ust. Tako piše v ustavi, saj ste že slišali za to. Ja, seveda da sem slišal, vem, kaj to je. Jaz samo mislim, možda je kriv, nekdo ga je videl. Že prav, tukaj ne bom jaz povedal, kaj si mislim. In lahko rečem, da pri tem nimam nobenih osebnih občutkov. In navajam samo dejstvo. Številka je. Vzemimo starega moža, ki živi v drugem nadstropju, prav pod sobo, kjer se je zgodil umor. 10 minut čez polnoč, v noči umora, je v stanovanju nad sabo slišal hrup. Izjavil je, da je bilo slišati kot nekak prebit. Potem
je slišal fanta, ko je